Časna enota, mir! Čas, zdrav! Živi naj si narodi, ki krepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, premisli, da bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Mir, nogi, namest, mor. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani gospod nadškof metropolit monsinjor Stanislav Zore, drugi visoki gostje, spoštovani gostje z področja glasbenega in zborovskega sveta, gospodje duhovniki, vsi navzoči. 14. marca bo minilo 55 let od smrti duhovnika in skladatelja monsinjorja Stanka Premrla. Danes smo se zbrali, da na Premrlovem grobu postavimo obeležje v ta spomin. Obeležje je oblikovala arhitektka Lucija Hele Poljanšek, ki ga je takole opisala. Obeležje je bilo oblikovano z mislijo na monsinjorja Stanka Premrla in njegovo življenjsko poslanstvo ter v zahvalo za njegovo delo. Osrednji del obeležja je kamnit steber, ki ponazarja stoičnost, zemeljskost, ki pa se ne zaključi, temveč se dviga proti nebu. Notno črtovje, ki se ovija okoli stebra, nas opominja na njegov obsežni opus in njegovo vsakodnevno vpetost v glasbo kot delo skladatelja, organista in glasbenega pedagoga. V osrednji del notnega črtovja so umeščene note dela skladbe Zdravljice, naše himne, kot zahvala ponosnih in zavednih Slovencev. Oblikovna kompozicija deluje monumentalno, kot je primerno za priložnost postavitve obeležja in hkrati preprosto, saj jo sestavljajo enostavni oblikovni elementi. Obeležje je postavilo podjetje Gnom pod vodstvom restavratorja in oblikovalca kamna, gospoda Jožeta Drešerja. Najprej prosim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in nadškofa Stanislava Zoreta, da spominsko obeležje odkrijeta. Časna enota, mir! Namest, mor. Spoštovani gospod nadškof, gospe in gospodje. Himna je duša vsake države. Je zven narodove in državne identitete v večnostnem prepletu najžlahtnejše poezije in glasbe. Himna Republike Slovenije na čudovit način izkazuje nazor slovenskega naroda, naš prijateljski, narodoljuben odnos do vseh, ki z nami delijo vrednote miru, svobode in dobrososedskih odnosov. V sporočilnosti besedila Franceta Prešerna je naša himna domoljubna, vendar ni samo usrediščena, v zvenu je veličastna in ponosna, vendar ni bahava. Kliče k edinosti, k sreči, k spravi, kliče naj si vsi v roke sežemo. Tudi melodija himne je edinstvena. Stanku Premrlu je v trenutku navdiha na začetku 20. stoletja besedilu Zdravljice uspelo dati himničen značaj.
Stanko Premrl je razumel preroško in brezčasno sporočilo Prešernovih stikov, zato jih je požlahnil z melodijo, ki so jo kmalu po prvi predstavitvi sprejeli Mece in za svojo vse Slovenke in Slovenci. Preprosta, a mogočna Premrlova vizija glasbe je Prešernove besede ustoličila med himnične pesnitve, še preden je 28 Prešernovih besed, 7. kitice Zdravljice, tudi uradno postalo himna Republike Slovenije. Pomenljivo in simbolno je, da smo spominsko obeležje odkrili tako rekoč na predvečer 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, ki sovpada tudi z 220. obletnico Prešernovega rojstva in obletnicama 2 življenjskih prelomnic Stanka Premrla. Gospod predsednik, najlepša hvala. Monsignor Stanko Premrl je avtor melodije slovenske himne. 29. marca bo 30 let, ko je Skupščina Republike Slovenije sprejela zakon o slovenski himni, s katero je določila, da je slovenska himna 7. kitica pesmi Franceta Prešerna Zdravljica. In 24. septembra bo 110 let, odkar je Stanko Premrl zložil skladbo za Prešernove verze. Premrlovo Zdravljico so prvič izvedli 18. novembra 1917 v veliki dvorani hotela Union v sklopu koncerta Glasbene matice. Ob tem so v Slovencu zapisali: Premrlova Zdravljica je slavnostna koračnica, ki vžge in ki je s svojim besedilom res tudi vžgala občinstvo do cepetanja z nogami. Ponavljati so jo morali več ali manj zaradi besedila, ki je narodna oda našega Prešerna in radi eksaktno korajžnega tempa in navdušenega prenašanja. Kot smo že slišali, je pred 30 leti postala naša slovenska himna. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo sedaj v čast skladatelju Premrlu položil venec. Cvetje bo na grob položil tudi predsednik Krajevne skupnosti Podnanos, gospod Franc Kopatin. Častni pozdrav! Bir, no. No, i. Nož. Sten.
na desno, ravno. Hodi korak naprej. Stanko Premrl se je v leposlovnem mesečniku Dom in svet odzval na prvo izvedbo Zdravljice takole. Največ navdušenja pa je izvala Moja zdravica, kar moč preprosta skladba že starejšega datuma, ki se mi o njej ni niti sanjalo, da jo bodo kdaj izvajali na koncertu. Izvajali so jo res imenitno, zlasti ritmično, tako eksaktno in bojevito, da je s posebnim, ravno sedaj aktualnim dr. Prešernovim besedilom vred morala ozdraviti vsakogar, ki čuti slovensko in slovansko. Kako kot glasbenik danes vidi Premrlovo Zdravljico, nam bo povedal profesor dr. Matjaž Barbo. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod Načkov, dragi cenjeni gostje, gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, zelo vesel sem, da je prišlo do tega dogodka in seveda včasih štejem, da lahko spregovorim nekaj besed o Premrlu in njegovi Zdravljici. Znano je, da je Prešeren pravzaprav Zdravljico napisal na pobudo vikarja iz, se pravi Podnanosa iz Šentvida, ki je javno leta 1834 v Kmetijskih in rokodelskih novicah zapisal takole, prav, da bo prvega pevca med nami, pevca ljubezni, naprosil, da kar meni ni mogoče tvojo hvalo k večnemu spominu v lepo vezane verze zloži. Se pravi, en javni poziv, ki ga je Prešeren seveda razumel, vendar pa je ta prosvetiteljska pobuda pri Prešernu dobila globljo razsežnost. In podobno kot pri Beethovnu, ki mu je radost v Schillerjevi odi predstavljala cenzorjem nekoliko prikrito kodo za bratstvo, se hvalnica trte in oživljajočega vina v Prešernovi pesnitvi razrasla v izraz iskrenega humanizma, bratstva med narodi, v izpoved hrepenenja po miru in sožitju vseh narodov, koter sonce hodi. Hkrati pa se je napitnica prelivala tudi v izpoved pristnega domoljubja. In če Prešernov narodobuditeljski zanošal v nos cenzorjem je na drugi strani postopoma, a vse izraziteje in vse močneje ogreval celo najširše množice. In povsem samoumevno se zdi, da je v narodu pevcev njegova pesnitev potem doživela tudi številne in različne uglasbitve, med katerimi so nedvomno tudi take, ki kongenialno dopolnjujejo Prešernovo poezijo. Med njimi nedvomno ima prvo mesto seveda Premrlova Stvaritev. Kot neka skrivnostna igra usode oziroma božje previdnosti se zdi, da se je Premrl rodil v Vrtovčevem Šentvidu. Po gimnazijskih letih se je odločil za duhovništvo in že v času prve kaplanske službe ga je škof Jeglič poslal na študij glasbe na Dunaj. Tako je škofija čez nekaj let dobila visoko izobraženega glasbenika, sam Premrl pa je glasbeni talent, s katerim se je dokazoval že v času semenišča, razvil in izpopolnil strokovno zanesljivostjo, zaradi katere je bil visoko spoštovan tudi med glasbenimi kolegi. Po vrnitvi z Dunaja je prevzel vodilne cerkveno-glasbene inštitucije pri nas. Tako je postal organist in regen skori ljubljanske stolnice, vodja orgelske šole in urednik cerkvenega glasbenika. Predvsem pa je ob tem zacvetela njegova skladateljska muza. 1200 cerkvenih skladb in 800 posvetnih del, ki nam jih je zapustil, predstavlja po vseh merilih, že po obsegu izjemno veličasten glasbeni opus. Hkrati pa gre za dela, ki svojo tehtnostjo in muzikalno prepričljivostjo Premrla postavljajo za enega nedvomno najpomembnejših slovenskih skladateljev, zlasti seveda cerkvene glasbe. Zanimivo pri tem je, da je med slovenskimi cerkvenimi glasbeniki obveljal za predstavnika modernistične struje, kljub temu, da je njegova glasba pravzaprav vse do konca ostala zavezana tradicionalni tonalni osrediščenosti in zvrstno čisti logiki. Pravzaprav je pri njem pogosto najti sledove zavestnega sledenja nekim vzorcem folklornega izročila, preprostega dvoglasja ali celo koralnega enoglasja, zaradi česar je morda tudi tako široko priljubljen in izvajen. Ta njegova sposobnost povezovanja kompozicijsko neoporečnega glasbenega stavka z navidezno preprostostjo in dostopnostjo tako ni posledica neke naivne navdahnjenosti, ampak premišljenega in skrbno izklesanega sloga.
in dejansko to velja tudi za njegovo glasbitev Zdravljice. Čeprav gre za kritično obdelavo pesnikovega teksta, je uspel skladatelj oblikovati presenetljivo homogeno, dramaturško zaokroženo muzikalno formo, v kateri je uravnotežil edinstveni glasbeni slog s prvinskim, mestoma skoraj da ljudsko neposrednim izrazom. V iskanju sozvočja s Prešernovo poezijo tudi pri njem odzvanja poudarjena vznesenost, ulitev tekoč glasbeni stavek, privzdignjen, skoraj da koračniško pulzirajoč ritem, dopolnjen široko razpeto melodično linijo in celo nakazano polifono imitacijskostjo. Vse to so elementi, ki bi jih morda ne pričakovali v skladbi, ki bi jo prepevale množice. Pa vendar, edinstven in sugestiven Premrlov glasbeni izraz uspel v znesenem vzvalovanju očarati in prevzeti k skupnemu petju, kot smo videli večkrat, za cel štadion ali cel narod pevcev. Res je, Prešeren je uspel v Zdravljici z nenadkriljivo pesniško občutljivostjo ujeti slovenski značaj in naše čutenje. A svoj pravi smisel in pomen dobi Zdravljica kot državna himna le v Premrlovi zborovski uglasbitvi, ki poglablja in utrjuje pesnikovo sporočilo, ogreva srca državljanov, jih povezuje in jih navdihuje, ter šele tako postaja tudi ključni simbolni element naše državnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Stanko Premrl je bil eden najbolj plodovitih slovenskih skladateljev, saj je objavil preko 2000 skladb. V prvi vrsti pa je bil duhovnik. Tudi njegovo skladateljsko delo je močno povezano z liturgijo. Cerkveni zbori različnih zasedb radi posegajo po njegovih delih. Harmonija dopolnjuje besedilo v občutno slavljenje Boga. Na začetku smo že slišali himno Republike Slovenije v izvedbi trobilnega kvarteta policijskega orkestra in duhovniškega okteta Oremus. Duhovniški oktet pa nam bo zdaj zapel še njegovo Zdrava morska zvezda. Zdrava morska zvezda, ljuba Božja mati, vseh devic devica in nebiška vrata. Mater, se izkaži, tvoje Božje dikne, naj po tebi usliši naše srčne želje. Čast Bogu Očitu, Kristusu Gospodu, in enako Duhu Svetemu na veke. Amen. Amen. Gospoda nadškofa prosim za blagoslov obeležja. Bratje in sestre, iz rok vsemogočnega Boga prihaja vsak dober dar. Z njegovo pomočjo in sodelovanjem mnogih ljudi je bilo postavljeno obeležje v spomin duhovnika in skladatelja Stanka Premrla, ki je leta 1905 uglasbil Prešernovo Zdravljico, ki je ob osamosvojitvi postala naša državna himna. Z iskrenim srcem se zahvaljujemo zanj in za njegov zgled predanega iskalca lepega in dobrega. Moč za vse to je črpal tudi iz vere v Boga in v večno življenje. Naj nam bo njegov zgled v spodbudo, da bomo tudi mi sami črpali iz tistih globin, iz katerih je zajemal on. Najprej pa prisluhnimo Božji besedi.
Berilo iz Sirahove knjige. Hvaliti hočem vrle može, naše očete po njihovih rodbinah. Mnogo časti jim je dodelil najvišji, njegovo veličastvo od dni davnine. Bili so vladarji v svojih kraljestvih, zaradi svoje moči znameniti možje, svetovalci zaradi svoje pameti, oznanjevalci prerokb, voditelji ljudstva s svojimi nasveti in zaradi razumnosti v poučevanju ljudstva. V njihovi vzgoji so bile modre besede. Izumili so pesmi po pravilih, napisali modre izreke. Bogati možje so bili, obdani z močjo, v miru so živeli po svojih domovih. Vse te so slavili njihovi sodobniki, bili so ponos v svojih dneh. Med njimi so taki, ki so zapustili ime, tako, da še odmeva njihova slava. Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti, občestvo bo oznanjalo njihovo slavo. To je Božja beseda. Spoštovani gospod predsednik republike, spoštovani visoki gostje, vsi navzoči. 55-letnica smrti duhovnika in skladatelja monsinjorja Stanka Premrla in obenem tudi 115-letnica nastanke skladbe Zdravljica, ki jo je samostojna Republika Slovenija izbrala za svojo himno, je lepa priložnost, da smo se zbrali ob grobu tega zvestega duhovnika, nadarjenega ustvarjalca in predanega domoljuba. Zahvaljujem se vsem, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi in izvedbe te slovesnosti. Spominsko obeležje, ki stoji ob Premrlovem grobu, bo vse mimoidoče spominjalo, da se iz globoke duhovnosti in iz zdravega domoljubja rojevajo dela, ki presežejo čas, v katerem so nastala, ter postanejo navdih in preverjanje ter poglabljanje identitete še za prihodnje rodove. Prešernov genij je pripravil besede, Premrlov talent pa je tem besedam dodal melodijo, ki smo jo prepevali kot hvalnico trti, prijateljstvu, slovenstvu, pa tudi svobodi in bratstvu med vsemi narodi. Prepevali jo bomo še naprej. Prepevali jo bomo kot Zdravljico, kadar pa bo zadonela kot himna, se bomo hvaležno spomnili njenega avtorja in poglobili svoj odnos do domovine. Ko bomo sedaj blagoslovili spominsko obeležje, naj bodo blagoslovljeni tudi vsi, ki ob igranju in prepevanju himne rastejo v domoljubni zavesti in hvaležnosti. Vsemogočni Bog, prošnje pravičnega poslušaš in se dobrotno oziraš na svete želje. Prosimo te, prisluhni našim prošnjam. Ohranjaj našo domovino, njene voditelje in vse, da se bomo vedno trudili za poštenje, pravičnost in bratsko slugo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse slovenske umetnike in tiste, ki skrbijo za našo kulturo. Pomagaj jim, da bodo s svojimi deli dvigali duha in skrbeli za večjo zavednost naši domovini. Prosimo te, usliši nas. Poplačaj vsem dobrotnikom in izvajalcem, ki so poskrbeli za postavitev tega spomenika z večnimi darovi. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vsem, ki smo tukaj zbrani, da si bomo vedno prizadevali za vse, kar je lepo in dobro. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za rajnega duhovnika in skladatelja Stanka Premrla in za duše naših rajnih bratov in sester, sorodnikov in dobrotnikov, podeli jim Gospod za njihov trud plačilo. Prosimo te, usliši nas. Hvala ti, Oče, da te lahko slavimo. Sprejmite naše prošnje in jih usliši po Kristusu našem Gospodu. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Poveličujemo te, Gospod, edino ti si svet. Iz usmiljenja do nas si poslal na svet svojega Sina Jezusa Kristusa, začetnika in dopolnitelja vse svetosti. On je poslal na porajajočo se cerkev duha tolažnika, glas, ki neizrekljivo uči skrivnost svetosti, šum, ki je hkrati močan in mil, ogenj, ki srca vernih užge v ljubezni, Božje seme, ki rodi obilne sadove milosti. Zdarovi istega duha si obogatil duhovnika in skladatelja Stanka Premrla, avtorja slovenske himne, v čigar spomin smo pripravili to obeležje. Prosimo te, da ga blagosloviš. Njegov gled naj spodbuja vsakega izmed nas, da bi z besedo in zgledom oznanjali evangelij. Naj vzamemo vsak dan Gospodov križ in se žrtvujemo v službi tebi in bratom, da bomo nekoč živeli s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Ja, torej, monsignor Stanko Premrl mi ostaja v izredno lepem spominu iz moje mladosti. Večkrat sem zahajal k njemu z mojo mamo Mirjam, ki je zapisovala zadnja njegova dela, ko je že oslepel. Kot otroku pa mi je najbolj ostala tisti njegov spomin, ko je pripovedoval, da je, ko so mu pripeljali na streliško klavir, z lojtrskim vozom skočil na voz, sedel za klavir in zaigral takratno Zastave slave. To je bil eden lepših spominov. Seveda mi je pa tudi posebno čast, da sem imel priložnost s slovenskim oktetom prvič zapeti himno ob naši osvoboditvi. Slava mu in čast. Stanko Premrl je zaznamoval slovenskega duha s svojimi melodijami trajno, Zdravico še posebej. Jaz sem imel to čast in priliko, da sem veliko njegovih pesmi pel že pri Tomažu Tozonu, pri Sveti Ceciliji, potem pri Jožetu Troštu in sem vedno užival v njegovi pesmi. To, kar se je pa danes tukaj zgodilo, je bilo nujno, je bilo prav in se mi zdi več kot spodobno, da se človeka takega imena spominjamo po vsej Sloveniji in trajno. Izredno sem vesel današnjega dne, ko so odkrili in blagoslovili obeležje Stanku Premrlu, duhovniku, skladatelju. Sam sem njegov naslednik na ljubljanskem koru, vodim tudi orgelsko šolo, ampak tisto, kar me pa res najbolj veseli, je to, da se njemu sedaj kot avtorju slovenske himne jasno in vsem mimojedočim tukaj na ljubljanskih Žalah, da vedeti, da je himna, avtor himne Stanko Premrl. Ker velikokrat smo deležni informacij, da je to Prešernova Zdravljica, ampak zdaj moramo še malo bolj poskrbeti za to, da se bo reklo, da je to Premrlova Zdravljica. Z veseljem in ponosen sem, da sem se lahko danes udeležil
tega dogodka, postavitve spominskega obeležja. Vedno smo lahko ponosni na ljudi, ki izhajajo iz naše skupnosti, so predstavljajo naše korenine. Če pa predstavlja še tako močno korenino, kot jo Stanko predstavlja z svojim opusom, predvsem pa z Zdravljico, smo lahko še toliko bolj ponosni, tako da se res veselim tega dne, tega dogodka, kot tudi iz majhnih krajev, vasic prihajamo v Ljubljano s ponosom. No in tudi to me veseli, da je dobil svoje obeležje in je zaznamovan njegov grob, tako kot je to treba. Leta smo bili ogorčeni in smo že razmišljali, da bi ga bilo treba prekopati v Podnanos. No, hvala Bogu, je ostal tukaj med nami. Bodi pozdravljena, sveta Gospa, najlepši vseh biserov zlati, v vencu nebeških rubinov miglja, presveta devica in mati. Stokrat češčena, večno slavljena, bodi pozdravljena, sveta Gospa. Stokrat češčena, večno slavljena, bodi pozdravljena, sveta Gospa. Bodi pozdravljena, sveta Gospa, častilcev vseh zor in veselje, k tebi drhti slednji zdihljaj srca, in k tebi vse nade in želje. Zate gorimo, k tebi želimo, bodi pozdravljena, sveta Gospa. Zate gorimo, k tebi želimo, bodi pozdravljena, sveta